Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Z vami bova Marko Miladinovič in Ajda Prme. Spet se je zgodila ulica, tokrat Golobičeva, Gregorčičeva. V imenu tekačev, ki smo tekli iz Zasavja, izročam tolo štafeto narosti, da jo predate gospodu Borutu Pahorju z jasnim sporočilom, da se sežiganje odpadkov v Lafarge cement Trbovlje konča takoj. Gospod predsednik, Zasavje je tukaj! Ja, najlažje dati pa štafeto narosti po Borutu Pahorju, ne? ampak večino jih bo še ni slišal, ne? Koga? Ja, ni. A ja, ga ni bilo? Ne. Ja, očitno ima kakšne druge obveznosti, ne mora on biti posod. Ja, sem pač imel del. Ja, in fan tukaj povedal, da smo očitno malo prepozni. Da je šel 5 minut pred nami, pred tem trenutkom, na zadnjem vhodu ven. Ja, je šel skozi zadnji vhod. A veš, kaj meni jasen? Za kako da še ti novinarji pa v bistvu teka štrajkajo, pa čakajo te eminentne, že še niso poštekali, da obstaja zadnji vhod. Kaj pa če bi recimo vsaj polovica šla na zadnji vhod, čakati pa polovica tle? A pa zdaj dva, ne? A pa vsaj dva? Da ga ne se Vedno je zadnji vhod. Je vala, da je. Ali pa nek rov ali nekaj. Ja. Za naslednjič pejte še na zadnji vhod, vsaj nekaj od vas. Ja. In če mu cel halo, govori aktivist ekokroga Boštjan Pihler. Pehlar. Francoska cementarna Lafarge cement v Trbovljah sme vsaki dan sežgati 100 ton nevarnih odpadkov iz cele Evrope ter iz držav tretjega sveta. Pri tem lahko onesnažuje majhne in neprevetrene Zasavske doline v obsegu kar nekaj sežigalnic odpadkov. V primeru prašnih delcev, na primer, v obsegu 3 sežigalnic, v primeru dušikovih oksidov v obsegu 4 sežigalnic, v primeru rakotvornega benzena v obsegu 5 sežigalnic in v primeru vseh organskih spojin v obsegu celo 20 sežigalnic odpadkov. Francozi so zagotovo presrečni. Zasavčanke in Zasavčani pa seveda prekomerno obolevajo in umirajo. Smrt fašizmu. Svoboda narodu. V ponedeljek je Zalar državnega zbora v imenovanju za predsednika Vrhovnega sodišča predlagal vrhovnega sodnika svetnika Branka Maslešo. Ocenjujem, da je gospod Branko Masleša primeren kandidat za predsednika Vrhovnega sodišča. Poslanske skupine vladajoče koalicije so seznanjene s tem mojim predlogom in zato pričakujem, da bo kandidat Masleša imenovan za predsednika Vrhovnega sodišča. Poslanec SD Vinko Gorenak je pojasnil, da bo SDS problem stanja v pravosodju pripeljala pred poslance ali z izredno sejo ali pa z interpelacijo zoper pravosodnega ministra. Mislim, kaj je? Po kavo, ne? Ja, sem rekel. Pet po kavo. Jaz pozivam vse slovenske sodnike, tožilce in druge ljudi, ki delajo v pravosodju, da vzdignejo svoj glas. Da javno spregovorijo, ne samo o primeru gospod Masleša. O tem veste zadosti. Ampak nasplošno o stanju duha v pravosodju. Če samo pomislite, da lahko Vrhovno sodišče na obči seji spregleda navedbe 2 vrhovnih sodnikov, jih ignorira, jih ne preveri in reče vse je v redu. Kandidat je čist. Slovenija potrebuje glas teh sodnikov, tožilcev in drugih zaposlenih. In še enkrat pravim, gospodje sodniki, dvignite svoj glas. Za pravno državo, kakršno bomo napisano v ustavi in ki je v resnici ni. A si opazila, kako ta gospod Gorenak dela take ful dolge pauze med tem, ko govori, kako dviguje napetost. Da se ti usede zadeva, ne? Tak suspens dela, ful močen, veš, kao, velike besede in pol ful dolga pauza vmes.
Ja, da si ti res, se mene kar zadel to. Te zadelne. Dober je. Ne poslušam uno ful, ampak si pa poslušnem kakšno novo objavo, ne? Da bi pravosodje bolje delovalo, pa so se na Vrhovnem državnem tožilstvu sestali vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar, minister za pravosodje Aleš Zalar in predsednik vlade Borut Pahor. Nista Barbi pa Aleš skregana? Ne. Ne? Nisi se tako malo nekaj? Ne, jaz sem jih znači v topu videl. Ne, nekaj. Res? Ne. Gor ste bila skupaj, ja? Ja? Stama. Get busy. Meni sta kul. Ta sestanek je bil pomemben prvič zato, ker ne samo zato, ker je prvič prišlo do njega, da je njem sodeloval predsednik vlade, ampak da smo se dogovorili za tesno sodelovanje pri pripravi zakonov in vseh normativnih okvirov, ki so pomembni za uspešno delovanje tožilstva. Predsednika vlade smo želeli predvsem seznaniti z našimi bistvenimi pripombami na predlog zakona o državnem tožilstvu, kjer nas je posebej skrbelo, kako bo v bodoče z organiziranostjo in delom skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki trenutno obravnava nekaj najtežjih in najbolj obsežnih zadev z področja klasičnega organiziranega kriminala in pa predvsem gospodarskega kriminala. That's so 90s Barbie, no? Let it go. Že podnapis. Prvi slovenski predsednik Milan Kučan bo kot posebni poročevalec predsednika vlade pripravil analizo za ugotovitev možnosti izvedbe ustavnih reform v Bosni in Hercegovini, na podlagi katere bo predsednik vlade pripravil stališče Slovenije, ki ga bo zastopal na srečanjih s tujimi voditelji. Se pravi, Kučan bo sam preplonkal v bistvu to, kar mu bo naročil, ne? Ne, obratno, Pahor bo plonkal Pahor bo Kučana. preplonkal spred, mislim. Ja. Ej. A ne znaš? Ko me je predsednik vlade povprašal, ali bi bil pripravljen sprejeti to nalogo, sem dolgo časa razmišljal, ker se mi zdi, da je to hudo velika odgovornost. Na koncu sem se odločil, še posebej po današnjem pogovoru tudi z predsednikom republike. Moja naloga je, da po pogovorih v Bosni in Hercegovini ugotovim, ali zdaj po volitvah obstoji pripravljenost ključnih političnih akterjev v tej meni dragi republiki za nadaljne, radikalnejše ustavne reforme, ki bi po eni strani zagotavljali večjo funkcionalnost države, po drugi strani pa jo približali procesu integracije v Evropsko unijo. Predsednik republike dr. Danilo Türk je z redom za zasluge odlikoval Marijo Požonec za zasluge pri ohranjanju madžarskega jezika, madžarske kulturne in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji ter za velik prispevek k krepitvi dobrih sosedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. Druga nagrada pa je šla Zvezi Slovencev na Madžarskem za sistematično skrb pri ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev ter za krepitev kulturnega, duhovnega in gospodarskega razvoja Slovencev na Madžarskem. Meni se zdi to zelo pomembno. Kaj? To je ohranjanje. Ne. Bondanje. Z Madžari, kako je. S kom pa? Imaš prav. Meni v redu. Danes živita slovenski in madžarski narod skupaj v Evropski uniji. Državna meja je praktično odpravljena, obstaja seveda kot politična črta, ne obstaja pa več kot ovira za komunikacijo med ljudmi. In prostor, katerega skupaj naseljujemo, je postal prostor, ki omogoča živahen razvoj identitete vsakega od obeh narodov in nove prostore sožitja, take, kakršne v preteklosti nismo imeli. Prav je, da te prostore izkoristimo in prav je, da vemo, da imamo ljudi, ki so privrženi temu in ki so svojim delom dokazali, da to znajo. Kultura. Podžupan Ljubljane Aleš Čerin je včeraj na Ljubljanskem gradu med smetano obiskovalcev slovesno nazdravil svetemu Martinu. Pa se je začel, ne? Veseli december. A se je že začel? Ja, Kjer ga smo danes? Jaz to sploh.
Meni to čisto vse, jaz pa skozi veseli decembr. Pa Valentinova vsak dan, ne? Tako je. Ja. Kar pusti si pred pasem. Za fotko. Zdravje. Jutri se bo v klubu K4 zgodil en velik žur. Fantje iz kolektiva Brand New Mashing bodo pripeljali DJ Parkerja, ki nam bo vrtel muziko, mi bomo pa plesali. Drugače pa v ponedeljek Joe Cocker še pride v Halo Tivoli, se mi zdi, v sredo Sarsi v Cvetličarni. Pa to no, vse imate vse na netu. A bo vrtel muziko ali bo spuščal? Daj mi definiri razliko. Ne vem, mene je to itak smešen. Pač kao spušča ali vrti. Kva? Ja, kaj pa? Spuščajo, ne? Če tudi vrti. Kako vrti? Spustijo, ne? Spusti in se pol muzika spušča. Mislim, gre, ne, vrti muzika. A tako dela? Takole mogoče. Meni se ne zdi. Meni se zdi, da spušča. Spušča. Ok, spuščal bo ta v K4. Spuščal bo Parker. Ja. Cool. Kdaj bo to po televiziji prav lepče? Danes zvečer. Danes zvečer? Popoldan. No, v redu, boš gledal, ne? Ja. Saj je krasen, veš, v šiju, to je noro, pizda, hej, čau, živo, moramo zdaj snemati, živo. Ja, čau. Še vreme? Vreme? Z vremenom je tako, ne, če bi si lahko želel človek vreme, ne, če bi si lahko želel, kakšen bi bil vreme, pa bi si jaz skozi mišljeval, kakšen bi bil vreme, ne. Sam pač, ker se to ne moreš, se moraš prepustiti v bistvu tem sinoptičarjem. A ti veš, kaj je sinoptičar? Kaj pa ti? Ne. Sinoptičar, to je sin od optika. Res. In oni v bistvu, te sinovi od optiko, oni v bistvu potem nekako napovedujejo vreme, gledajo neki spremljajo, ne vem, zvezde ali kva, ali vetrove in pa lahko v bistvu napovejo vreme, sinoptiki, ne. Se mi reče, v množini, sinoptiki. Znači, en je pa sinoptik. Ljubljanska istorija 136, to so bile nepozabne vesti na vesti. Hvala, Mine. Hvala, ajde.